Kljub smelim strateškim ciljem in kakovostno zasnovanim politikam na področju konkurenčnosti in razvoja podjetništva, zadnje analize konkurenčnosti kažejo, da Slovenija v zadnjih letih ni naredila bistvenega napredka v povečanju konkurenčnosti. Napredek v splošni učinkovitosti in konkurenčnosti Slovenije je rezultat prizadevanj izključno podjetij samih. Na področju tako imenovane institucionalne konkurenčnosti, ki vključuje aktivnosti države za zagotavljanje konkurenčnosti gospodarstva, pa močno zaostajamo za primerljivimi državami. Slovenija je v zadnjih letih uveljavila bistveno manj ukrepov za izboljšanje konkurenčnosti kot ostale primerljive države. V zares smo na podlagi analize slabosti in ovir, ki preprečujejo uspešnejši razvoj slovenskega gospodarstva in podjetništva, pripravili splet ukrepov in aktivnosti, s katerimi bi lahko okrepili kratkoročne in dolgoročne dejavnike konkurenčnosti. V prvi vrsti je potrebno povečati učinkovitost vlaganj javnih sredstev in zagotoviti transparentno vodenje celovite razvojne politike. Zato moramo vzpostaviti administrativno okolje, ki bo sposobno učinkovito in transparentno izvajati v politikah zapisane ukrepe in aktivnosti, in to v dialogu z gospodarstvom. Zares so prednostne naloge na tem področju okrepitev državnih razvojnih inštitucij s strokovnjaki, ki znajo voditi in uresničevati razvojno politiko. Sledi izboljšanje podpornega okolja za inovacije in tehnološki razvoj, in sicer s prestrukturiranjem državnih ustanov, ki so zadolžene za izvajanje inovacijske politike, in s prenosom pristojnosti le-teh na gospodarsko ministrstvo. Izvajalcem politike tehnološkega razvoja in inovacij je treba omogočiti fleksibilnost in samostojnost pri oblikovanju in izvajanju sodobnih razvojno-tehnoloških ukrepov. Nosilci tehnoloških projektov morajo postati gospodarske družbe v sodelovanju z inštitucijami znanja. Razvoj ustvarjalnih regij morate utemeljiti na razmahu regionalnih in tehnoloških parkov, centrov in inkubatorjev. Zares si bo prizadevala za učinkovitejše podporno okolje za podjetništvo, predvsem v manj razvitih regijah. Poleg priprave podjetnikom prilagojene politike spodbujanja razvoja podjetništva in koordinacije njenega izvajanja med državo in občinami, v zares zagovarjamo mrežo specializiranih svetovalcev. Njihova naloga bo svetovati malim in srednjim podjetjem, predvsem v okoljih, kjer podporno okolje za podjetništvo ni zadostno razvito, jih spodbujati za povezovanje s partnerji v poslovnem okolju in jim pomagati pri odkrivanju novega znanja in njegove uporabe za svoje potrebe. Z vzpostavitvijo učinkovitejšega administrativnega okolja bomo prav gotovo povečali učinkovitost vlaganj javnih sredstev in učinkovitost črpanja razvojnih sredstev Evropske unije. Načrtujemo tudi nadaljnje prestrukturiranje državnega proračuna, in sicer v smeri okrepljene podpore razvoju s povečanjem vlaganj v znanost in tehnološki razvoj gospodarstva na že težko pričakovanih 3% družbenega bruto produkta. Spodbude skladom tveganega kapitala bodo ukrep za izboljšanje finančnega okolja za podjetništvo. Za izboljšanje položaja Slovenije na globalnem trgu bomo povečali konkurenčnost poslovnega in davčnega okolja. Slovenija bo postala privlačna ne le za vlaganje domačih podjetnikov, temveč tudi za vlaganje tujih podjetij z visokotehnološkimi proizvodi in storitvami. Za konkurenčnost poslovnega okolja je bistvenega pomena znanje. Družba prihodnosti je družba znanja, inovativnosti in ustvarjalnosti. Podjetja bodo vlagala kapital tja, kjer je znanje. O spodbujanju konkurenčnosti in podjetništva je bilo že veliko napisanega. Čas je, da preidemo od pisanja odličnih strateških in programskih dokumentov k dejanskemu uresničevanju zapisanega. To je po mojem mnenju in po mnenju Zaresa tudi ključna naloga nove vlade.